18. usporedni. Ja, in kot sem napovedoval, Mojco Širok smo poklicali danes. Časi so takšni, tako je naneslo, da je Mojca v zadnjih časih več v Vatikanu kot v Rimu, če ne upoštevamo, da je Vatikan sredi Rima. Lep pozdrav, Mojca. Dober dan. Živjo. Včeraj sta minila torej 2 tedna, odkar je katoliška cerkev dobila novega papeža. Pa me zanima, ali so se tako rekoč izredne razmere po smrti papeža Frančiška zdaj že umirile, je vse nazaj v starih tirnicah, ali pa kako se nekdanji kardinal Prevost, zdaj Leon 14. po tvojem opažanju znajde v svoji novi vlogi. No, kar se tiče kampiranja nas novinarjev v Vatikanu, tega je definitivno konec. Že v ponedeljek, se pravi po nedeljski maši, s katero so potem tudi uradno zaznamovali začetek novega pontifikata, so podrli tudi vse te kovinske tribune, s katerih smo se javljali televizijski novinarji. In tudi varnostnikov ni več, tudi trakovi po vseh ulicah okrog te ceste sprave, kjer jim povezuje z Vatikanom in ki so preprečevali ljudem, da bi pač na trg stopili tam, kjer se jim zljubi, ampak so morali slediti nekim določenim potem. Tega vsega zdaj ni več. Tako da ja, izrednih razmer je konec in mislim, da tudi v vsebinskem smislu 14 dni plus en dan papeža ni več toliko, vsaj na prvih straneh italijanskih časopisov, kolikor lahko spremljamo. Kar se pa njega tiče, se mi zdi, če me sprašuješ po mojem mnenju, se mi zdi, da mu kar gre, no. Čeprav se vidi, da je ob velikih množicah in teh izlivih navdušenja vernikov na trgu Svetega Petra kar v zadregi. Tudi v nedeljo se je pokazalo, da v bistvu je kar ganljivo gledati, kako je dejansko ganjen, se mu kar oblaži oči, pa in tak tikma se mi zdi, tako vleče skozi nos nek neviden smrkelj. No, ampak v tem je precej drugačen od Frančiška, ki je bil tako nepapeški v svojih stikih z ljudmi in je kar stresal neke nepripravljene, neposredne izjave, ampak tudi papež Leon se zna pošaliti, recimo, ko se je srečal z nami novinarji 4 dni po izvolitvi, in smo ga sprejeli z aplavzom, se je zahvalil za ta aplavz, potem je pa rekel, ja, aplavz na začetku ne šteje veliko, vam bom pa hvaležen, če boste ploskali na koncu govora, če boste seveda še budni. Ker pametna, ker modra. Ja. Zdaj, mogoče še 2 stavka, sem to bi ti rekla glede vsebine, da ne bom govorila samo o teh mojih občutkih, o smrkanju pa kampiranju na trgu Svetega Petra. Mislim, da je pač glede usmeritev svojega pontifikata povedal vse v tistem svojem prvem govoru. Mir je omenil 9-krat, 10-krat, če štejemo še pozdrav, mir z vami. Graditi moramo cerkev, ki bo misionarska, mostove v dialogu z ljudmi, sprejemati vse, ki to cerkev potrebujejo. Skratka, besede odprtosti, duhovnosti, s poudarkom pač seveda na vsebini in pomenu katoliške vere, a tudi z nekim jasnim sporočilom laičnemu svetu in tudi politiki. Vse lepo in prav, Mojca, samo tudi misice vedno omenjajo mir, se veš, mir na svetu in brez lakote. No, ampak, če že politikom ne dajemo več tistih znamenitih 100 dnevov, pa dajmo vsaj papežu 100 dni, pa počakajmo, kaj bo nastalo. Mimogrede, ko že omenjava papeža, še ne tako dolgo nazaj, pred manj kot 3 leti smo, se veš, veliko razglabljali o imenu novega angleškega kralja, Karla III. Po slovensko. Zdaj, ime novega papeža je pa ostalo Leon, ne Lev, recimo po slovensko. Recimo Hrvatje ga kličejo Lav 14. Zakaj je tako, kaj bolj natančno veš ti? Vem, ker so nam pojasnili lektorji Radia in televizije Slovenija. Namreč ime novega papeža po slovenski jezikovni tradiciji podomačujemo Leon in ne Lev zato, ker smo tako imenovali vse papeže s tem imenom pred njim. Naprimer njegovega slavnega predhodnika Leona Velikega, ki je bil Leon I., potem Leona III. In nazadnje tudi Leona 13. njegovega neposrednega predhodnika, utemeljitelja. Tako, ja, razlog je tradicija. Pa tudi še to, Leon je baje, ker izgovarjamo z oskimi ejem in ne ejem, tako da veš.
samo da se ne bom zlomil. No, se pa vidi, da so ga takoj Leona 14. začeli cukati za rokav in to ne le verniki na trgu svetega Petra, kot si rekla, ampak tudi politiki z vseh vetrov. Ne? Tako je stopil v ospredje, tako on kot cerkvena država. Zdaj govori se, da naj bi Vatikan že junija gostil mirovna pogajanja med Rusijo in Ukrajino. Zdaj mi pa povej, če je res kaj na tem. Lej, to bomo še videli, ko se bo to zgodilo. Kar se pa tega cukanja za rokav tiče, je bilo že od samega začetka jasno. V bistvu je pa v to nastavljen, da se bo to zgodilo, ampak bi rekel, da si je sam nastavil past, ne samo s tem, ko je tolikokrat omenjal mir, ampak tudi, ko je v enem od svojih nagovorov rekel, da je pač Sveti sedež vedno pripravljen posredovati za mir. Ampak če te citiram tebe, jaz tega seveda ne mislim, to je bila podobna izjava kot tista, ki si jo omenil za misice, ki omenjajo mir. Seveda je logično, da je Sveti sedež vedno pripravljen posredovati za mir in s temi besedami papež ni imel v mislih na nobeno točno določeno posredovanje, tudi nobene posebne države ni omenil. Je pa ameriški predsednik Trump, ki je bil na pogrebu njegovega predhodnika, papeža Frančiška, šel domov zelo navdušen nad temi čudovitimi vatikanskimi dvoranami in je kmalu po svojem odhodu, mislim, da že na avionu dejal, da bi bilo zelo v redu, če bi lahko v Vatikanu priredili mirovna pogajanja med naprimer Rusijo in Ukrajino, ki kot vemo jih že 3 leta čakamo in do njih ne pride. Italijanska premijerka Giorgia Meloni, ki ima poseben prijateljski odnos z ameriškim predsednikom, ga je takoj prijela za te besede in domnevno v telefonskem pogovoru s papežem tudi dobila potrditev, da bi bil Vatikan pripravljen gostiti takšna mirovna pogajanja. Vatikan tega telefonskega pogovora in te potrditve ni komentiral, tako da, kot sem rekla na začetku, bomo videli. No, ampak temu se reče primakniti svoj lonček, in to Giorgia Meloni zelo dobro počne. Zdaj pa, če greva še malo na Italijo. Ugotovitev pravzaprav, ki se je otepajo praktično vse zahodne države, če rečem vse države prvega sveta, kot se omenila. Giovane Italia dove vai, kje si ti in tvoja večna mladost Italija? Tudi Italija se stara, poročilo Državnega statističnega urada kaže, da tega trenda ne bo več mogoče ustaviti, ne? Ja, žal. Je to poročilo verjetno kar užalostilo marsikoga. Meni se je zdaj recimo zanimiv ta podatek, saj ne vem, a je nov ali ni. V glavnem v letu 2024 je bilo starejših od 80 let v Italiji več kot otrok mlajših od 10 let. Tako da stara se seveda hitro, število rojstev je menda spet na še enem zgodovinskem minimumu, komaj 370, mislim, da 1000 novorojenčkov je imela Italija v letu 2024. Drugi podatki iz tega poročila, ki so se mi zdeli zanimivi, se nanašajo tudi na področje zaposlovanja. Recimo danes je zaposlenih več, a imajo nižje plače. Druga stvar, ki me je pritegnila recimo kot tudi nek tak zanimiv družbeni, socialni razvoj v tej državi je ta, da se je dohodek na družino v Italiji v zadnjih 20 letih, torej 2004-2024, zvišal. Zdaj, to se na prvi pogled zdi dobra novica, vendar v resnici ta podatek skriva v sebi drugačno ozadje. Namreč družine so manjše, pa 2 plači imajo, ker dela še žena. Včasih so bile italijanske družine številčnejše, pa žene so bile doma, se pravi, je bil samo en dohodek, tako da je pa zdaj ta dohodek v bistvu glede na zmanjšano število članov pravzaprav enak. No, zdaj pa še nekaj, česar v Sloveniji nikoli ni bilo in nikoli ne bo, torej govorim o korupciji. V Italiji je čisto drugače, Podkupovalne afere so del vsakdana, četudi so pred 30 leti z operacijo Čiste roke takrat menili, da so s tem počistili, pa so si izgleda zgolj umili roke. No, policisti so te dni menda s prsti v marmeladi dobili župana mesta Sorrento, to je južno od Neaplja, vse skupaj pa je izgledalo kot nekakšna filmska zgodba. Ja, prvič zato, ker ta Sorrento na Amalfijski obali je eden najlepših obmorskih krajev v južni Italiji, in drugič zato, ker je županu ime Massimo Coppola
In tretjič, ker so ga dobili mogoče ne z rokami neposredno v marmeladi, ampak zagotovo ob neki hrani, namreč aretirali so ga v restavraciji pri večerji. In med to večerjo je prejel 6.000 evrov podkupnine, ki jo je zahteval od podjetnika, kateremu je priskrbel javno naročilo v višini, mislim, da 4,5 milijona evrov in sicer spet pri hrani za oskrbo šolskih malic za obdobje 3 let v občini Sorrento. In teh 6.000 evrov je bil le del zahtevane vsote, v celoti naj bi podkupnina znašala kar 120.000 evrov za te 4,5 milijona. In do zdaj naj bi jih župan dobil že 66.000. No, finančni policisti so pač prestregli, skratka vedeli so za to srečanje, namestili so skrite kamere, prisluškovalne naprave in ena od kamer je bila celo v stranišču, kjer je posnela županovega asistenta, ki je od teh 6.000 dobil 1.500 evrov in ga je skratka posnela, kako prišteva ta denar. Tako da, če to ni z rokami v marmeladi, ko so že prej, kaj si imel ti, pristavi svoj lonček, Ja. Če to ni dobiti nekoga z rokami v marmeladi, potem ne vem, kaj je. Je pa še to, ne, danes, ko si že omenil, govoriva o teh stvareh in o podkupovalnih aferah, dejansko, ko je pred 30 leti izbruhnila afera Čiste roke, je veljal občutek, da se bodo te stvari spremenile. Zgleda, da se ni v bistvu nič spremenilo, oziroma se je spremenilo vse, da bi vse ostalo isto. In danes je tudi 32 let od atentata na protimafijskega tožilca Giovannija Falconeja. Tako da se mi zdi, da cui tempora, cui more, skratka časi so mogoče res da drugačni, ampak v bistvu ves čas isti. Sem hotel reči, ja, da je sem pa tja kakšen sodnik ali tožilec umrl, ampak kaj pa je dejansko v Italiji kot družbi ostalo od tistih čistih rok, ne vem, imaš občutek, da je še kakšen pogumen sodnik, tožilec? Ne vem, če ni vse skupaj samo ena stara novinarska zgodba. Pogumen tožilec to pač v bistvu, ne vem, kako bi to, če bi uporabljala sploh to besedno zvezo. Pač tožilci opravljajo svoje delo kot vsi drugi, vsak svoje delo. Dejansko so postopki taki, je sistem takšen, je recimo tudi birokratskih ovir toliko, da se morda takih preiskav tudi ne loteva več, tako kot se je to dogajalo v prvih letih po aferi Čiste roke. In če spomnim, ne, afera Čiste roke ni izbruhnila zato, ker bi ne bilo pogumnih tožilcev in preiskovalcev v Italiji, ker bi ti ne preiskovali. Izbruhnila je zato, ker so podjetniki spregovorili, ker na neki točki niso mogli več plačevati, ker je bil ta do ut des, se pravi daj dam sistem med politiki na oblasti, predvsem na lokalnih občinskih ravneh, spomnimo, izbruhnilo je najprej v Milanu, niso več zmogli siti tega sistema, da so morali praktično za vsako javno naročilo dati na stran denar za podkupnino. Ta primer, ki sem ti ga dala, je šolski primer. Ti daš meni javno naročilo za 3 leta v višini 4,5 milijona evrov, jaz župan od tebe zato hočem 120.000 evrov v gotovini. Pika. Ja, ampak imaš potem sodnike in tožilce, ki vsi delajo, ampak eni delajo tako, da koga obsodijo, eni pa delajo tako, da ni treba nikogar obsoditi. Veš, to je pa tudi razlika. Pa tudi to, ne, kako ta župan, ne, tega župana recimo so menda že decembra, so ga pač zasledovali, so ga imeli preiskovalci na Muhi in so na podlagi pač tajnih obvestil, preiskav in tako naprej izvedeli, da ima skritih doma 15.000 evrov, ki jih je prejel v zvezi z neko drugo podkupnino. In ta denar so dejansko našli, veš, kje je, v škatli od Panettona, izvohal ga je policijski pes in mu ta denar zasegli, ampak so mu ga morali po pač začetnem postopku, med katerim je župan pojasnil izvor tega denarja in bi bilo to pojasnilo sprejemljivo, so mu morali ta denar vrniti. Mislim pa, da tokrat s to marmelado ne bo imel take sreče. Mojca Širok, najlepša hvala za tole tvoje oglašanje. Predlagam pa, da vsaj za nekaj časa opustiš marmelado, opustiš pecivo in se lotiš česa drugega. Zdaj je preveč vse v ospredju, veš. Zdaj nisem sicer razumela globine tega tvojega nasveta. Globine marmelade. Kozarca z marmelado, ampak si ga vzamem k srcu. Ne? V redu. Se slišiva še kdaj, lepo se imej. Hvala lepa in lep pozdrav tudi v Ljubljano.